Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes skupaj pred spanjem obiščemo muzej. Klara in Nejc sta ves dan delala. Ustvarila sta risbe in slike, ki jih zdaj razstavljata. Vsakdo jih lahko pride pogledat. Razstavo obiščeta tudi babica in dedek. Hej, saj je kot v muzeju. Babica in dedek pogosto hodita na razstave. Jutri bosta Klaro in Nejca vzela s seboj v pravi muzej. To je torej pravi muzej. Vsakdo ga lahko obišče. To je velika stavba z veliko sobami. V njih so zbrane zanimive reči, ki si jih je vredno ogledati. V muzeju so varno shranjene. Poznamo različne vrste muzejev. Muzeje zgodovine, znanosti, umetnosti. Vsak muzej ima zbirko stvari, ki spadajo skupaj. To je muzej lepih umetnosti. V njegovi zbirki so predvsem slike in kipi. Klara, Nejc, babica in dedek stojijo pri blagajni pred vhodom v muzej. Vanj lahko vstopiš samo, če imaš vstopnico. Dedek kupi 4. Prišli so si ogledat stalno zbirko. To je najpomembnejša muzejska zbirka, ki jo lahko obiščeš vse leto. V sobah kustosi obiskovalcem pomagajo najti, kar iščejo. Določeno sliko, pot do kavarne ali dvorano z videoposnetki. Kustosi tudi čuvajo muzej. Predvsem pazijo, da obiskovalci ne počnejo kaj prepovedanega. Na primer, se dotikajo krhkih in lomljivih predmetov ali da ne poškodujejo ali ukradejo umetniških del. Ali veš, da lahko v nekatere muzeje vstopiš zastonj? Muzej si lahko ogledaš sam, z družino, z razredom ali s prijatelji. Lahko pa te po njem popelje tudi vodnik ali muzejski animator. Tako lahko o tem, kar gledaš, izveš več. Na levi vidiš animatorko. Pripravlja različne naloge v povezavi z začasnimi razstavami. Danes je skupini otrok rekla, naj poiščejo vse klobuke na sliki. Desno vidiš vodnico, ki skupino obiskovalcev vodi skozi sobe. Natančno pojasnjuje, kaj si ogledujejo. Veliko lahko pove o muzeju in razstavljenih delih. Včasih v muzeju dobiš audiovodnik. Tako lahko po slušalkah poslušaš razlago o vsem, kar si lahko ogledaš. Ali veš, da je katalog, knjiga o muzeju, razstavi ali umetniku, čigar dela so razstavljena? V muzeju lahko najdeš veliko stvari. V muzeju starih igrač imajo razstavljene stare in nekoliko manj stare igrače. V muzeju zgodovine si lahko ogledaš slike ali fotografije iz preteklosti, oblačila, ki so jih ljudje nekoč nosili, ter predmete, ki so jih uporabljali. V botaničnem muzeju so na ogled knjige o rastlinah in fotografije rastlin. V muzeju lepih umetnosti pa stojijo in visijo umetniška dela. Ob vsakem predmetu, sliki ali kipu je oznaka. Na njej piše, za kakšen predmet gre, čemu je namenjen, kako star je, od kod prihaja. Na oznaki ob umetniškem delu lahko prebereš naslov umetnine, ime umetnika, kdaj je bila izdelana in iz česa. Ali veš, da so nekateri razstavljeni predmeti zelo dragoceni in zato privlačijo tatove? V muzeju se obiskovalci sprehajajo po mnogih dvoranah, vendar ne morejo v čisto vse prostore. V restavratorjev atelje, na primer, je vstop prepovedan. Restavrator popravlja ali restaurira poškodovana umetniška dela. To zahteva veliko natančnosti. Ko konča, se na umetnini ne sme videti, da je popravljena. Ko v muzej prispe nov predmet, ga postavijo ali obesijo na njegovo mesto. Da lahko to naredijo v miru, dvorano, v katero ga bodo dali, ponavadi zaprejo. Restavrator in drugo muzejsko osebje zelo previdno odprejo paket, v katerem je nov predmet. Nikakor se ne sme poškodovati.
Direktor muzeja ga je kupil, ker spada k preostali zbirki. Direktor ali galerist mora dobro skrbeti za varnost razstavljenih del, da se ohranijo takšna, kot so. Ali veš, da se direktor muzeja odloči, katere začasne razstave bodo priredili, kakšen katalog bodo pripravili in da razporeja delo med muzejsko osebje? Tako je videti Muzej lepih umetnosti od zunaj. Po tej veliki stari stavbi s stekleno kupolo se lahko sprehaja veliko obiskovalcev. V muzeju so čudovite, svetovno znane zbirke. V muzeju organizirajo tudi razstave sodobne umetnosti, ki trajajo nekaj mesecev, nato pa jih pokažejo še v drugih muzejih v drugih državah. Tako lahko ljudje iz različnih držav vidijo enake razstave. Ali veš, da umetniška dela za potujoče razstave prevažajo s tovornjaki in ladjami ter celo z letali? In takšen je muzej od znotraj. Na vsaki strani avle, v katero vstopiš, so dvigala in stopnice v druga nadstropja. Babica in dedek sta vnučka odpeljala v dvorano s slikami in kipi iz prejšnjega stoletja. Klari in Nejcu so všeč predvsem kipi. Narejeni so iz mavca, marmorja ali drugega kamna, pa tudi iz brona in drugih kovin. Klara posnema kip Nespametno nasilje Ricka Watersa. Nejc pa je sedel na Picassovo kozo. To se seveda ne sme in jezen čuvaj mu pride takoj ukazat, naj stopi dol. V dvoranah s starejšimi slikami in kipi so dela stara na stotine in stotine let. Njihovi ustvarjalci so že dolgo mrtvi. Na oddelku za sodobno umetnost pa so na ogled dela narejena pred kratkim. Njihovi umetniki pogosto še živijo. Ali veš, da zbiratelji umetniška dela iz svojih zbirk muzeju pogosto podarijo? To pomeni, da jih dajo zastonj. Muzej se takšnega darila zelo razveseli, saj si tako lahko vsi pridejo ogledat umetnino. V stolpu na drugi strani muzeja je začasna razstava o Albertu Giacomettiju. Tam si lahko ogledaš njegova dela in video posnetek o njegovem življenju. V drugem stolpu je velika muzejska kinodvorana. Včasih dvorano poimenujejo po enem umetniku, pogosto po tistem, ki ima v muzeju razstavljenih veliko del. V tej dvorani potem visijo samo njegova dela. Direktor ima pisarno nad muzejsko prodajalno. Muzej ima tudi nekaj kavarn. Ena je pod stekleno kupolo. V podpritličju pa bomo našli restavratorjev atelje in skladišče za dela, ki trenutno niso razstavljena. Zraven je garderoba za muzejske čuvaje in druge ljudi, ki delajo v muzeju. Ali veš, da nekatera dela ne ostanejo večno? Ne moreš na primer razstavljati plesnega nastopa ali gledališke igre. Da si jih lahko ogledamo tudi pozneje, jih posnamemo na fotografijo ali film. Levo vidiš muzejsko prodajalno. V njej lahko kupiš katalog, razglednice in druge spominke, krožničke, majice in tako naprej, na katerih so slike umetniških del. Dedek za Klaro in Nejca kupi muzejski katalog. Jutri ga bosta odnesla v šolo in pokazala sošolcem. Obiskovalci lahko svoje jakne, torbe in dežnike pustijo v garderobi. Medtem, ko se bodo sprehajali po muzeju, bo nanje pazil garderober. Nad garderobo je kavarna. Tam lahko kaj poješ in spiješ. Ali veš, da v nekaterih muzejih ne smeš fotografirati? Bliskavica bi lahko škodila nekaterim umetninam. Klara in Nejc stojita pred letalskim in vesoljskim muzejem. To je muzej znanosti, v katerem lahko izveš več o letalih in vesoljskih raketah. To pa je naravoslovni muzej. Tudi to je muzej znanosti, vendar je v njem zbrano vse, kar je povezano z naravo. Živali, rastline, minerali. Klara in Nejc se najprej odpravita v razstavni prostor z maketami dinozavrov. To je Guggenheimov muzej moderne umetnosti v New Yorku. Že čudovita stavba sama je pravo umetniško delo. Arhitekt je iz nje naredil ogromno moderno umetnijo. V njej so na ogled slike in kipi. Klara in Nejc gresta tudi v ladjo, ki je bila preurejena v muzej.
Tja greš, če želiš izvedeti več o gradnji ladij in ladjarstvu, pa tudi če te zanima, kako so živeli mornarji in ladijski kapitani. To je moj mali muzej. Tu pred mano je velika škatla, v njej pa nič in vse. Otroški čevlji, mali medvedek, rdeč obroč, risbice in ropotulica za prvo pomoč. V njej so moje razglednice in fotografije, plastelin in iz njega male umetnije. Vsi mlečni zobje in darilo zobne miške, nekaj suhih rožic in olesenele šiške. Pridi si pogledat moj muzej, pridi, stopi naprej, k škatli prepolni stvari, v kateri preteklost še živi. Vse želim še obdržati, vse imeti, nič oddati. Prostor zagotovo najde se za vse. Vidite, zbirateljstvo mi dobro gre. Bi radi tudi sami tak muzej imeli? Stavite, da boste kmalu večjo škatlo si želeli. In tule še ideja za ustvarjanje. Uokvirite svojo umetnijo. Če bo treba, za pomoč poprosite mamico ali očka, starejšo sestro ali brata. Jaz se zdaj poslavljam od vas. Ne vem pa, ali greste spat ali ustvarjat. Kakorkoli, objem, polubček in sladke sanje.